Pozdravljeni, dobrodošli na tutorialu MoneyHow, kako odpreti račun pri Trade Republic in kako urediti prijavo pri finančni upravi. Pogledali bomo po korakih, preden gremo po korakih, bi pa vseeno rada izpostavljala par stvari, ki se mi zdi pomembno, da veste, preden odprete račun. Trade Republic je nemški fintech, gre za nekakšen hibrid, ki ponuja tako bančne storitve, kot tudi borzno-posredniške storitve. Deluje po principu izredno nizkih stroškov in pa zelo enostavne uporabniške izkušnje. Ne moramo reči, da gre za klasično banko, kot so recimo naše slovenske banke, ampak gre za digitalno banko in digitalnega borznega posrednika, torej neobanko in neobrokerja. Ta družba je regulirana tako kot vse naše družbe v Sloveniji. Se pravi, Banka Slovenije regulira banke, enako velja tudi za Trade Republic, ki je reguliran s strani nemške centralne banke. Enako velja tudi za borzno-posredniške aktivnosti oziroma nadzor, a pri nas je to Agencija za trg vrednostnih papirjev, enako velja tudi v Nemčiji. Preden gremo naprej, bi pa vseeno rada izpostavila ene zadeve, ker zdaj marsikdo razmišlja, da bi račun odprl zaradi stimulativne obrestne mere, ki jo ponuja Trade Republic na neinvestirana sredstva oziroma denar na vpogled. V maju 2026 je akcija 3% za nove uporabnike, obstoječi uporabniki pa prejmejo 2%. Zakaj v bistvu ta banka ponuja to? Pač na eni strani seveda moramo se zavedati, da je to tudi nek marketinški magnet in pa privabljanje novih strank. To je prva stvar. Druga stvar, banka Trade Republic je nekako so se zaprisegli, da bodo v bistvu obrestno mero, depozitno obrestno mero, ki jo ponuja Evropska centralna banka bankam, ponudili naprej svojim strankam. Trenutna depozitna obrestna mera, in sicer maja 2026, je 2% in oni so seveda to prenesli naprej svojim strankam. Pri slovenskih bankah pa se ne dogaja ta prenos, od slovenske banke lahko plasirajo naše vloge pri Evropski centralni banki in zato dobijo 2%, nam pa dajo ničlo. Predlagam, da če vas zanima malce več o tej temi, zelo podrobno smo pisali o tej temi, in sicer v naši akciji Nula ni dovolj. Predlagam, da si obiščete spletno stran in da se malce bolj podrobno pogledate na money-how.si. Gremo naprej na Trade Republic. Ni čisto povsem klasična banka, zaradi tega, ker je kar nekaj omejitev. Zaenkrat še slišim pa, da se tudi te stvari bodo spremenile. Se pravi, ne moremo prejeti plačo na bančni račun Trade Republic, zaenkrat še ne moremo prejeti. Prav tako ne more nam, naš partner nakazati denar na ta račun. Se pravi, mora priti v bistvu iz istoimenskega računa. To pomeni, da lahko si nakažete svojega trenutnega računa na račun Trade Republic, mora biti pa istoimenski. Enako velja za SP, ne morete nakazati iz SP-ja, ker gre za poslovni račun, na Trade Republic. Potem pri nakazilih, ko boste nakazovali denar, prosim, uporabljate UPN. To je ključno, sicer vas lahko zelo drago stane prenakazilo. Ne uporabljate raznih Apple Pay in podobno ali pa kreditnih kartic, kar lepo pojdite na svojo banko, vnesete UPN in je to to. Pa odkljukajte možnost instantnega plačila, kar pomeni, da se izvrši transakcija praktično v nekaj sekundah. To se mi zdi pomembno, da ko začnemo z uporabo te aplikacije, da se zavedamo, da obstajajo trenutno omejitve, ampak kot slišim, se bodo tudi te omejitve v bližnji prihodnosti odpravile. Seveda ta aplikacija ponuja tudi borzno-posredniške storitve, o tem bi seveda naredila ločeno epizodo oziroma ločen tutorial, ker tukaj pa potrebno vseeno malce več znanja. Veliko govorimo o tem na naših bootcampih in pa spletnih delavnicah, tako da lahko obiščete tudi te bootcampe in spletne delavnice. money-how.si so pa objavljeni vsi linki. Potem tukaj bi rada še opozorila sploh tisti, ki boste začeli zdaj na novo uporabljati, na nekaj stvari, ki se mi zdi smiselno, da jih mogoče kar aktivirate. S to kartico lahko normalno plačujete v trgovini. Predlagam pa tudi, da se odločite za Roundup, se pravi za okroževanje, ki ga ponujajo tudi številne slovenske banke, in pa 1% saveback oziroma cashback, kar pomeni, da 1% od zneska, ki ga porabite oziroma ki ga
pač pravite v trgovini, lahko pač ta 1% investirate v neke inštrumente. To storite tako, boste videli potem, ko boste malce spoznavali aplikacijo. Vseeno sem pa rekla, da bom mogoče še ta del dodala znotraj predstavitve te, ker se mi zdi pomembno, da se te stvari, sploh če boste ta račun uporabljali, da se aktivira, in marsikdo, ki ga poznam, teh stvari še ni aktiviral. Ko bomo pa govorili o investiranju, bi vas pa zelo rada opozorila, da čeprav deluje na prvi pogled zelo stroškovno prijazna aplikacija, da se lahko včasih nakupi izvršijo v zelo neugodnem času in posledično je lahko razlika med nakupno in prodajno ceno precej visoka. Zato je treba v bistvu zelo pozoren biti pri nakupni in prodajni ceni, da ne boste preplačali stroške same transakcije. Tako da to je tudi pogosti očitek številnih brokerjev, da v bistvu ni 1 evro nakup, ampak da je zaradi razlike v nakupni in prodajni ceni lahko ta strošek bistveno večji. Tukaj pa res morate paziti in na to vas tudi zelo opozarjam, če boste seveda se odločili za trgovanje preko te aplikacije, ki je v prvi vrsti nastala zaradi tega, da spodbuja vlagatelje k investiranju, komitente k investiranju, in je tudi aplikacija uporabniku zelo prijazna. Mislim, da sem povedala vse, mogoče, ne vem, če sem zdaj omenila, da velja tudi jamstvena shema, tako kot v Sloveniji, velja za vse banke v Evropski uniji, da seveda je potrebno jamčiti za 100.000 evrov. Tako da denar, ki ga imate položenega na računu, bančnem računu, velja zaščita, tako kot v Sloveniji, za vse naše račune, se pravi v primeru, da bi banka propadla, 100.000 evrov, velja jamstvo 100.000 evrov, tako kot recimo tudi v Sloveniji velja. To se mi tudi zdi pomembno, da izpostavimo. Mislim, da je to. Predlagam, da gremo zdaj odpirati račun po korakih in pa seveda kako prijaviti pri finančni upravi. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, vpišite v komentar. V komentarju imate tudi povezavo do 0 ni dovolj akcije. Poglejte si, zanimiva akcija je, in pa to je to. Gremo naprej na odpiranje računa. Poiščite aplikacijo Trade Republic v trgovini z aplikacijami in kliknite Get, tako si boste aplikacijo Trade Republic naložili na telefon. Ko naložite aplikacijo, odprite in izberite Sign up in s tem začnemo postopek registracije. Potem vas postopek vodi skozi nekaj osnovnih korakov. Vpisati je treba mobilno telefonsko številko, po nekaj sekundah boste dobili SMS sporočilo, 4-mestno kodo, ki se jo prilepi ali vtipka v številčnici. Izberite državo rezidentstva, na primer spremeni iz Germany v Slovenija. Odkljukaj strinjanje s splošnimi pogoji, seveda prej jih tudi poglejte in pritisnite Next. Nato s pomočjo številčnice vpišite 4-mestno kodo, ki bo služila za vstop v aplikacijo, če prepoznava obraza ali prstnega odtisa ne bo mogoče. S klikom na gumb Create bo račun ustvarjen, temu pa sledi postopek identifikacije. Na ustrezna mesta vpišite ime, priimek in datum rojstva ter pritisnite gumb Next. Sledi vnos elektronske pošte, temu pa sledi pritisk na gumb Next. Po vnosu naslova boste v elektronski poštni predal dobili sporočilo, s katerim potrdite pravilnost vnosa naslova elektronske pošte. To se naredi s pritiskom na gumb, potem se lahko vrnete nazaj v Trade Republic aplikacijo. Nato sledi vpis kraja bivanja, kraja rojstva, na izbranem polju izberemo tudi državljanstvo. Na izbirnem polju se izbere država davčnega rezidentstva, to je država, kjer plačujete davke. Sledi še bolj neposredno vprašanje, katerim državam plačujete davke. Zadnji korak davčnega dela pa je vnos davčne številke. Izberite odgovor na vprašanje, kolikokrat ste v preteklosti že investirali. Nikoli, 1 do 5krat, več kot 5krat. Izberite odgovor na vprašanje, kolikokrat ste v preteklosti že investirali v delnice indeksnih skladov. Nikoli, 1 do 5krat, več kot 5krat. Izberite odgovor na vprašanje, kolikokrat ste v preteklosti že investirali v izvedene finančne inštrumente. Nikoli, 1 do 20krat, več kot 20krat. Tukaj je treba še dodati, da ponudniki dodajajo različne inštrumente, zato je možno, da bodo dodali tudi različna vprašanja, na katere boste morali odgovarjati.
Nato sledi verifikacija uporabnika oziroma preverjanje identitete. Potrebovali boste osebni dokument, pa tudi kamero mobilnega telefona. V naslednjem koraku izberite vrsto osebnega dokumenta, ki ga boste uporabili za dokazilo. Izbirate lahko med osebno izkaznico, dovoljenjem za prebivanjem in potnim listom. Izbrani osebni dokument položite na ravno osvetljeno podlago. Pritisnite na bel gumb in v primeru jasne slike potrdite sliko tako, da pritisnete Yes. Ali ponovite slikanje tako, da pritisnete Retake. Ponovite postopek še za zadnjo stran osebnega dokumenta. V naslednjem koraku vpišite zahtevane podatke iz osebnega dokumenta, številka dokumenta, EMŠO, datum izdaje in veljavnost. S pritiskom na gumb, glej korak 34, začnete proces slikanja obraza in sledite navodilom. Glej korak 35. Glavo boste morali med procesom obrniti malo v levo in nato še v desno. Potem se bodo vaši podatki in slike začeli prenašati na Trade Republic aplikacijo. Medtem ohranite aplikacijo odprto in počakajte na naslednje okno. Sledi seznanitev s pogoji poslovanja in strinjanje z načinom hrambe vaših sredstev ter garancije za depozit. Strinjanje potrdite tako, da premaknete drsnik, glej korak 35. Vsi ti dokumenti so potem tudi na voljo v aplikaciji in si jih lahko tudi potem naknadno pogledate. Sledi strinjanje z uporabo angleškega jezika v aplikaciji, storitvah, dokumentih in obvestilih. To naredite tako, da premaknete drsnik. Nato pritisnete gumb Next. S tem se proces na strani uporabnika konča. Slika v aplikaciji pa vam bo naznanila, da je Trade Republic začel proces preverjanja podatkov. Temu lahko že v nekaj minutah sledi elektronska pošta, da je bil proces uspešno končan, obvestilo o možnosti nakazila pa se pojavijo tudi potem v aplikaciji. Na novo odprti račun je seveda potrebno prijaviti tudi finančni upravi. To lahko storimo preko aplikacije e-davki, preverimo, kako to lahko storimo po korakih. Če nimate aplikacije e-davki, toplo priporočam, da si to tudi uredite. Večkrat jo boste namreč potrebovali tudi pri vlaganju davčne napovedi na kapitalske dobičke, obresti in tako dalje. Potem, ko boste seveda se registrirali, greste na namizje aplikacije e-davki in poiščete možnost oddajanja novega dokumenta. Odpre se vam novo okno, nato poiščete na seznamu prijava tujih računov in kliknete na to možnost. Potem se vam odpre novo okno, kjer vnesete vse vaše podatke. Podatke o številki računa IBAN in BIC kodi najdete na aplikaciji Trade Republic pod svojim profilom. Vse te podatke potem vnesete v e-davke. Vpišite ime banke, izberite državo banke in vpišite datum, ko ste odprli račun. V e-davkih potem samo še zaključite postopek in podpišete dokument. Prijava računa je možna tudi seveda preko mobilne aplikacije e-davki. Poglejmo postopek. V aplikaciji e-davki kliknite na obrazci. Odpre se vam novo okno, podrsate po zaslonu in poiščite prijava oddaje računov odprtih v tujini ter kliknite Izpolni. Odpre se novo okno, upravljanje plačilnih računov odprtih v tujini, kliknite na gumb Nadaljuj. Vnesete ime banke Trade Republic, izberite državo Nemčija, nato vtipkajte SWIFT oziroma BIC kodo in sicer TRBKDE BBXXX. Kliknite na gumb Nadaljuj. Pred oddajo vloge preglejte svoje podatke, nato kliknite Nadaljuj. Če imate še kakšen račun v tujini, kot sta Revolut, N26, ga lahko prijavite po enakem postopku in sicer v roku 8 dni od odprtja tega računa. Velikokrat tudi dobimo vprašanje, ali je potrebno prijaviti račune, kot so Interactive Brokers, Trading 212, eToro. Teh računov ni potrebno prijaviti. Prijavljajo se samo računi, ki so plačilni računi, torej transakcijski računi, ki so primarno namenjeni izvajanju plačilnih transakcij. Ali drugače povedano, če ima račun IBAN, ga je treba prijaviti.
V primeru, da imate težave z uporabo računa ali želite kakršnakoli pojasnila, lahko pokličete tudi klicni center Trade Republic. Kliknite na vaš profil, to je desni krogec v desnem kotu, odpre se vaš profil, ker je z modro označena storitev Support. Podpora je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, podpora pa ni zagotovljena v slovenskem jeziku. Zato je pomembno, da vnaprej pripravimo vprašanja v angleškem jeziku. Tako kot sem napovedala na začetku, bi vam rada predstavila na hitro še dve opciji, ki jih imate znotraj vašega računa. Greste in sicer SafeBack in pa RoundUp, storitvi, ki jih poznamo seveda tudi v sklopu naših klasičnih bank. Predlagam, da kar na hitrco pogledamo. Greste najprej na aplikacijo, ker imate razdelek Wealth, se pravi premoženje, in Cash, torej denar. Kliknete na denar, potem se vam odpre možnost kart. Kliknete na kart in podrsate navzdol po zaslonu in pridete do Benefits, kjer imate seveda možnosti SafeBack in RoundUp. SafeBack pomeni pravzaprav, da odstotek denarja, ki ga porabimo v trgovini, dobimo nazaj povrnjen na račun. Pomembno je seveda, da SafeBack in RoundUp tudi nastavimo in to naredimo s gumbom Edit oziroma Manage, ker v bistvu nastavimo vse, kar je potrebno nastaviti. Tukaj se pa je že potrebno odločiti, v kateri naložbeni oziroma varčevalni načrt boste sklenili in v katere naložbe naj se stekajo vaši prihranki. Načeloma se tukaj priporoča, da izberete mogoče kakšne razpršene košarice, kot so ETF-i. O tem bomo spregovorili seveda drugič, ko bomo govorili o osnovah investiranja. Tako, zdaj smo odprli račun, predlagam, da spoznate aplikacijo in ko boste pripravljeni na naslednji korak, predlagam, da obiščete MoneyHow za lekcije o upravljanju denarja in investiranju. Srečno!